Lepo pozdravljeni vsi in dobrodošli na to okroglo mizo o gospodarskem inženiringu. Moje ime je Aneta Trajanov, sem docentka in predavateljica na Poslovno-tehniški fakulteti in bom danes vodila to okroglo mizo skupaj s kolegico Nives Štefančič, ki je vodja kariernega centra na Univerzi v Novi Gorici. Kot veste, se bomo pogovarjali o gospodarskem inženiringu in o poklicu gospodarski inženir, ki je dokaj nov poklic, je zelo interdisciplinaren in zajema različne znanosti in vede, kot so tehnične, organizacijske in ekonomske vede, in ker je ponuja tako široke kompetence, bi lahko rekli, da je tudi poklic prihodnosti. Danes so z nami trije gostje, diplomanti Poslovno-tehniške fakultete in gospodarski inženirji. To so Timotej Kompara, ki dela v podjetju Vitanest d. o. o., Kristjan Čujec, ki dela v Hidrii, in Aleš Humar, ki dela v podjetju Male Electric Drivers Slovenija. Dobrodošli. Naši gostje bojo z nami delili svoje izkušnje študija na Poslovno-tehniški fakulteti in svojo pot gospodarskega inženiringa. Tako da zdaj bi prosila Timoteja, Kristjana pa Aleša, da se predstavijo in da povejo par besed o sebi. Dober dan, se rotim kar jaz. Jaz sem Timotej, ko me že predstavlja Natalja. Sem diplomant gospodarskega inženiringa, ja. Zaposlil sem se v podjetju Vitanest d. o. o. Sem prodajno-nabavni referent oziroma izvajam tudi funkcije, lahko bi rekel, vodja prodaje in nabave, tako da skrbim v podjetju, se ukvarjamo z prodajo toplotnih črpalk in klimatskih naprav. Smo uvoznik in distributer za Slovenijo, za klimatske naprave Mitsubishi Electric, Daikin in Toshiba. Tako da to je na kratko. Jaz sem Kristjan Čujec, diplomant gospodarskega inženiringa. Delam pa trenutno na Hidrii v Tolminu, to je v bistvu poslovna enota Dieseltech. Delam v oddelku kakovosti, SQE, zato je kratica za Certified Quality Engineer. Delam pa v bistvu z dobavitelji, kar se tiče v bistvu kakovosti, se pravi presoje pri dobavitelju, usklajevanja, tehnično kakovostne zahteve in reklamacije. V bistvu, to je oddelek za kakovost. Hvala. Še Aleša bi povabili. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Moje ime je Aleš Humar. Zaposlen sem v podjetju Male Electric Drivers Slovenija. Trenutno delam kot vodja službe kakovosti dobaviteljev in vhodne kakovosti. Opravljeno imam prvo in drugo stopnjo gospodarskega inženiringa. Jaz bi nadaljevala, dobrodošli tudi v mojem imenu, tako diplomanti Poslovno-tehniške fakultete kot ostali gostje. Naj omenim, da je danes na Poslovno-tehniški fakulteti skupno na prvi in drugi stopnji diplomiralo preko 550 diplomantov. Diplomanti se zaposlujejo v široki paleti različnih podjetij in ustanov ter širši paleti različnih delovnih mest. Danes so z nami diplomanti, ki delajo na različnih področjih, kot smo že slišali, prodaja, nabava, razvoj dobaviteljev, služba kakovosti dobaviteljev in vhodne kakovosti. Zaposljivost diplomantov je visoka, v enem letu po zaključku študija se zaposli preko 92% diplomantov. Tako da moje prvo vprašanje za goste bi bilo, ali nam lahko opišete, kakšne so vaše glavne naloge v podjetju, kako izgleda vaš delovni dan, kakšne so značilnosti vašega dela, s kom sodelujete, skratka predstavite nam vaše delovno mesto. Tako da pa bi dala kar besedo Alešu, ki je bil nam je že nekaj povedal, pa da pove še malo več in odgovori na to vprašanje. Tako, moje delo zajema vodenje ekipe, to so inženirji za kakovost dobaviteljev.
in drugi oddelek je pa vhodna kakovost, kjer preverjajo kakovost dobavljenega materiala. V glavnem, ukvarjamo se, da pride dober material v podjetje, da lahko proizvodnja proizvaja na koncu kakovostne izdelke. Tako bi bilo na kratko. Kar naslednji, če nam lahko kaj več pove o svojem. Pa bom kar jaz nadaljeval, Ja, ker bi v bistvu bil v tem timu od Aleša. Aleš bi bil šef v bistvu. Se pravi, jaz delam z dobavitelji. To je predvsem delo na preprečevanju v bistvu kakovostnih težav. To preprečujemo na način, da delamo presoje pri dobaviteljih. Se pravi, presoja je ena izmed ključnih mojih nalog. In seveda tudi vsak material, ko pride k nam, se ga pregleda, se pravi, to je nadzor vhodnih materialov, in če tam pride odstopanje, potem so to reklamacije. Reklamacije pač jaz pišem in naprej tudi v bistvu usklajujem, rešujem v bistvu reklamacije. Tako da to sta dve temeljni nalogi, plus kar tukaj zraven spade, še ocenjevanje dobaviteljev. Se pravi, so neki kriteriji za ocenjevanje in ti kakovostni kriteriji, pač za te pač moram jaz skrbeti in vpeljevati različne aktivnosti z dobavitelji, zato da pač dosegajo tisti želen nivo ocene. hvala. Da popišem še jaz malo, kako izgleda moj delovnik. Nekako večino dnevov v letu je enakih, nekaj dni pa tudi potujemo po Sloveniji, potujemo do naših dobaviteljev. Ukvarjamo se z uvozom toplotnih črpalk in klimatskih naprav, torej potujemo v recimo kakšne azijske konce, kot je Tajska, Japonska, drugače pa po Sloveniji z našimi končnimi kupci, to so monterji in prodajalci. To so tudi kakšne večje firme, kot so recimo Big Bang, Harvey Norman, Mercator, ali pa kakšne spletne trgovine, kot so Mundija, Mimovrste in tako naprej. Z njimi se stankujem, dajem jim nek material, slikovni, katalogi, ceniki. V kontaktu sem z približno 100 monterji, lahko v sezoni, ki imamo večjo prodajo, tudi 100 do 150 dnevno dobim teh klicev, kateri mi naročujejo klime. Pripravljam predračune, svetujem s tehnično podporo, tako da zdaj Vam ni dolgo časa, kar pestro. to bi bilo to, ja. Nekako sprejemam tudi stranke v salon, imamo en manjši prodajni salon, kjer imamo razstavljene tudi naše naprave in tudi svetujem ob nakupu stranke. Super, hvala lepa. No, glede na trenutno aktualno situacijo v zvezi s COVID-19, ki v bistvu spreminja ta situacija življenja vsem, vas bi vprašala, kako ste se kot gospodarski inženirji s tem v podjetjih in na vaših delovnih mestih soočali in se soočate? Se vam je situacija v službi zelo spremenila oziroma kako je vplivala na vaše delo, če poveste malo o tem? Začnem kar jaz. Se pravi, kot vam je tudi Kristjan Čujec povedal, naša narava dela je zagotavljanje kakovosti pri dobaviteljih in ja, letos imamo res izzive na delovnem mestu. Se pravi, jaz kot vodja sem odgovoren tudi za planiranje auditov pri dobaviteljih. Planirali smo jih kar precej, preko 40, uspelo nam je pa le nekaj več kot 5, še to večinoma po Sloveniji, no, po ostalih delih sveta pa žal nismo mogli iti. Dobavitelje pa imamo povsod na vseh kontinentih, Kitajska, Japonska, Indija in trenutno te težave rešujemo prek konferenc, ko je tudi naše delo se precej spremenilo, smo večino dneva smo z dobavitelji na tako imenovanih Webexih. In
Ja, zadnje dni pa tudi se spremenja, oziroma že marca je bilo prvo, je velika večina ljudi, mislim, zaposlenih delala od doma in sedaj tudi z naslednjim tednom večina režijskih delavcev, no, ki nima direktnega stika s proizvodnje, vsaj 50% jih bo moralo delati od doma. Ja, podobne težave, ja, kot pri nas. Vsaj moje delano je vezano zelo na dobavitelje, na dosti potovanj, večinoma sicer po Evropi, ampak vseeno, ja, vsi te presoje, planirani auditi, ki smo jih imeli pred dobavitelji, so odpadli. Ta potovanja so se zreducirala na minimum. Je pa nekako tako, neko nervozno stanje, mislim, da je kar podobno v vseh podjetjih. Ljudje se zelo težko srečujemo s temi spremembami in ne vem, mislim, da vsaj mi smo korporacija, male korporacije in predvsem tale korporativna kultura ima velike težave s prilagajanjem, no. Ti zaposleni so nekako zelo utirjeni v neka rutinska dela, neka sistemsko delo in ta COVID je zdaj v bistvu prav popolnoma prevetril ta način dela, no. Tako da, ja, nekaj interesantno obdobje, no, je tudi pri nas na Hidrii. Ja, pri nas, mi smo neko manjše podjetje, nas je 15 zaposlenih, tako da najbolj se nam je spremenilo marca in aprila, meseca, ko smo bili v karanteni, tako da smo delali od doma, oziroma dežurni so bili na firmi, eden v skladišču, dva v pisarni, tako da delo je bilo zelo zmanjšano, zaradi tega, ker naši kupci, monterji niso smeli hoditi po objektih, končnim strankam ponujati, tako da tudi se nam je zmanjšala prodaja v tistem času. Potem, ko so se razmere izboljšale, smo tudi se vrnili nazaj na delo. Na delu se nam je spremenilo to, da smo pač mogli ob srečanju stranku nositi masko, razkuževati prostore malo bolj pogosto. Drugače pa z dobavitelji so se zmanjšali stiki, tako da se nismo videli več osebno, smo preko raznih omrežij, kot so Zoom, Skype, Teamsi. Tako da odpovedali so nam sejme, sejem MOS, recimo, ki trenutno poteka v Celju. Zdaj smo se pa prijavili na spletni sejem MOS, tako da je virtualen sejem, no, glavne. Lahko obiščete preko spletne strani. Ja, v življenju pridejo definitivno take nepredvidljive situacije in v poslovnem okolju tudi, in sem prepričana, da tudi študij in izobraževanje vplivajo na to, kako se spopadamo s temi situacijami. Mene zanima, zakaj ste se odločili za študij gospodarskega inženiringa in kako vidite svojo odločitev danes? Mislim, tako pred covidom in zdaj s to situacijo, seveda s covidom. No, če kar začnem, jaz sem študij sicer zaključil leta 2015, sem se pa odločil za študij gospodarskega inženiringa, predvsem zaradi tega multidisciplinarnega, ki je izrazito multidisciplinaren in povezuje pač področje ekonomskih ved, sodobnih tehnologij in informatike. Po srednješolski izobrazbi sem strojni tehnik in so me zanimali malo še te druge veje poleg strojništva. In s svojo odločitvijo ste zadovoljen, zdaj, če pogledate nazaj? Sem precej zadovoljen, tudi precej zaradi bližine študija, ki je bil, sem bil zelo fleksibilen in tudi, da sem lahko že med delom upravljal službo in tako nadaljeval mojo karierno pot v podjetju. Hvala. No, v bistvu, jaz moram reči, že moja prva izbira je bila športna fakulteta, ker sem pač tudi športnik in sem v bistvu bila tista moja želja. Ampak kasneje sem se pač prešolal na gospodarski inženiring. Razlog za to je
da mene nikoli ni prav zelo zanimala tista totalna specifika nekega področja. In tudi končal srednjo šolo, sem končal gimnazijo, ker imaš v bistvu, ti odpira možnosti za naprej, za različna področja. Nekako nimaš še tiste odločitve za študij. In jaz v tem ugotavljam, da mi to paše, da imam različna, da poznam z vsakega področja do neke specifike, se pravi, ne prav tiste podrobne, ampak da vsako področje poznam in ravno to mi ta študij gospodarski inženiring omogoča, ker tako ali tako potem kasneje, ko ti začneš delati v nekem podjetju, potem se zaposliš tam in začneš tam spoznavati v bistvu te specifike. In tam pridobivaš potem naprej neke kompetence, recimo, Zdaj, če gledam prav striktno vrekljeno za sam nekega razvojnika, vsaj tako, kar vidim na našem podjetju, ta študij ni, ampak je treba vedeti, da ta študij je narejen, vsaj tako, kar jaz vidim za to, da je zaposljivost res velika, da na vsakem področju, z vsakega področja nekaj dobiš, nek vidik, in tako lahko potem tudi nekako razumeš različne službe in jih povezuješ te službe med sabo. Tako da vsaj, kar se z mojega vidika tiče, jaz sem zelo zadovoljen s tem študijem, ker se pravim, tista totalna specifika me trenutno ne zanima, oziroma jo dobim na delu podjetja. Super, hvala. Jaz sem končal srednjo tehniško gimnazijo in potem sem se odločeval, kam bi šel, ali bi šel v Ljubljano na ekonomsko fakulteto ali tukaj v Rožno dolino na poslovno-tehniško fakulteto. Potem sem šel na dan odprtih vrat, vem tudi, in se mi je zdelo ta predmetnik zelo zanimiv. To je bilo potem bližina doma, jaz sem iz okolice, tu iz Renč, tako da mi je pašala bližina. In tudi število študentov na fakulteti je bilo manjše, kar mi je zelo ustrezalo. Ne vem, na ekonomski bi bil recimo eden izmed 300 verjetno, in tukaj so bili manjši razredi in to mi je kar ustrezalo, se je lahko profesor dosti bolj posvetil z nami in nisi bil samo ena številka, si bil dosti lepše obravnavan in si lahko se marsikaj pogovoril s marsikaterim profesorjem in dobil tiste znanja, ki si ga želel. In bilo mi je tudi zanimivo ta predmetnik, nekje poslovno-tehniška, ekonomska, med ekonomijo in tehniko, marketingom, vse skupaj. Tudi po študiju sem zelo zadovoljen z mojo izbiro, ker sem s študijem na poslovno-tehniški fakulteti. Hvala lepa. Ja, mogoče jaz bi še to dodal, da ker sem mogoče prej pozabil, je da ta dostopnost profesorjev, da to je res en izmed večja dodana vrednost tega študija. Dejansko, kar je rekel Timotej, ja, na tistih velikih faksih si ti številka, tukaj se pa dejansko se ti nekdo posveti in ti v bistvu te usmerja na neko pot in ti pokaže, kaj dejansko sploh on zahteva in zakaj je to dobro, da to znaš. Ker naprimer, kakor velike univerze, fakultete, pač ta predmet je to, a ga narediš, a ga ne narediš, to je to in konc. Tukaj pa dejansko se ti profesor posveti in ti nekako pokaže, zakaj je sploh to znanje, ki ga ti pridobivaš, uporabno. Tako, to sem še želel dodati. Super, mislim, ta dopolnitev je kar taka zelo pomembna, da študentje dejansko vejo, zakaj je dobro, da se to učijo in naučijo. Moje naslednje vprašanje bi bilo, koliko se vam zdi pomembno, da študenti tekom študija sodelujo pri različnih projektih, naprimer na fakulteti, ali pa recimo ciljno izbiranje študentskega dela,
koliko se vam zdi pomembno praktično usposabljanje, ki je tudi obvezna vsebina v 3. letniku študija na poslovno-tehniški fakulteti. Ali nam poveste kakšno lastno izkušnjo na tem področju? Pa mogoče vem, da če se ne motim, no, da Aleš je bil na praksi, pa tudi je bil že mentor študentu, ki je bil na praksi, tako da vas bi vse tri... Tako, ja. Imel sem že več študentov poslovno-tehniške fakultete in z mojega vidika bi to rekel, da to je najbolj ključna zadeva skoraj. Veliko jih tudi nadaljuje v tem podjetju, tudi tako sem jim bil mentor. In tako da to je zelo pomembno, da si študenti že takoj izberejo podjetje oziroma gospodarski subjekt, kjer bi radi nadaljevali karierno pot. To je v bistvu tako nek začetek in temelj prehoda iz študija v neko realno okolje. In tudi podjetje omogoča, da spozna posameznika in če se izkaže, potem lahko tako nadaljuje karierno pot po študiju. No, bom jaz nadaljeval. Tudi jaz sem v bistvu praktični del opravljal na Hidri, ker sem trenutno zaposlen. Mislim, da to je res ena izredno pozitivna stvar, v bistvu skoraj nujna stvar. Sicer jaz sem to opravljal malo starejši, malo bolj izkušen, ampak za nekega študenta, kako bi rekel, mladega študenta, je to izredno pomembno, da spozna, kako te dinamike v podjetju sploh potekajo, kaj se sploh zahteva od njega, zakaj sploh šolanje. In seveda obratno, da podjetje spozna njega, da dobi nek vtis o tem študentu, ali bi bil primeren tudi za naprej, za nadaljnje delo. In to mislim, da dosti povečuje ta visok procent zaposljivosti študentov gospodarskega inženiringa. Meni se zdi tudi zelo fajn, da smo pri vseh predmetih, ki smo jih imeli, delali neke seminarske naloge. In iz teh seminarskih nalog smo lahko tudi dosti se naučili, malo bolj podrobno analizirali lahko tudi kakšno podjetje in v praksi smo šli do nekaterih podjetij in potem sestavljali te seminarske naloge. Potem prakso sem opravljal v enem podjetju, ki se lih tako ukvarja z uvozom in distribucijo v Ljubljani. Spoznal sem vse funkcije v tistem podjetju, ki se dela, tako da zelo pride prav to praktično usposabljanje in fajn, da pridemo do tega, zaradi tega, ker zdaj v današnjem času je zmeraj bolj nam pride to praktično delo in neke druge izkušnje pravno. Tako da fajn je bilo tudi, ker smo kakšenkrat dobili med razredom pouk kakšnega gosta, kateri nam je iz prakse povedal, kaj in kako tako da smo malo bolj videli, zakaj se učimo in kakšne so prednosti in tako naprej. Hvala lepa. Hvala. No, smo videli, da študij gospodarskega inženiringa je zelo interdisciplinaren in da v bistvu se trudimo študentom ponuditi različna znanja in kompetence iz področja tehničnih znanosti, iz področja organizacijskih in ekonomskih znanosti in je tudi zelo velik poudarek na praktično delo. Pa me zanima, katera znanja in izkušnje, ki ste jih dobili tekom študija, mislite, da so vam zdaj najbolj koristni pri delu? Mogoče Aleš spet. Prosim, če lahko ponovite, sem motnjo pri povezavi. Sem rekla, da na študiju gospodarskega inženiringa ponujamo različno znanje, praktično usposabljanje, pa me zanima, katera znanja in izkušnje, ki ste jih pridobili tekom študija, so za vas najbolj pomembne, najbolj koristni pri vsakdanjem delu v podjetju. Zapravičujem, malo težav pri povezavi. Torej, največ znanja, ki je uporabljen tudi pri vsakodnevnem delu. Ponovim še enkrat vprašanje? Ne, slišimo.
Ja, se slišimo. Aha, tako je, največ znanja, ki uporabljam tudi pri vsakodnevnem delu, sem odnesel pri predmetu metode sistemskega inženiringa. Vsa ta orodja oziroma tehnike reševanja problemov uporabljam tudi dnevno pri opravljanju svojega dela. Potem so pa tukaj še drugi predmeti, kot so na primer ekonomika in organizacija podjetja, ki mi služijo pri vodenju ljudi in organizaciji, predvsem vodenju stroškov in vsega ostalega. In potem tudi uvod v sodobne tehnološke sisteme. Saj današnji časi, ko mi, ki smo v avtomobilski industriji, se zelo hitro spremenjamo in tudi mi prehajamo počasi iz tradicionalnih tehnologij na vedno bolj sodobne. In tako da ja, mi je lažje razumevanje celotno poslovno okolje. A so tudi kakšne druge izkušnje, ki ste jih pridobili na študiju, ki niso glih samo predmeti, ki se vam zdijo pomembni za vaše delo? Ja, med študijem sem tudi šel na poletno šolo. Pravi, sem obiskoval poletno šolo v Šangaju. Tam smo se učili tudi o poslu in drugih kulturah in to mi je tudi dalo veliko, razširilo zelo obzorja, in tam sem tudi pridobil veliko znanja. Tako tudi priporočam študentom, če le mogoče, sicer trenutno je zelo težko v tem obdobju koronavirusa iti na izmenjavo, ampak čim bo to mogoče, da naj le grejo, kam tudi na kakšno drugo fakulteto, vse za kakšen program oziroma poletno šolo. Super, hvala. Ja, metode sistemskega inženiringa so tudi mene tisti predmet, ki je meni najbolj ostal, zato ker pač področje dela podobno Aleševemu, se pravi vse te tehnike reševanja problemov, ki smo jih spoznali pri tem predmetu, jih v bistvu uporabljam tudi zdaj pri trenutnem delu. Drugače pa nekako vse te različna področja, predmeti iz različnih področij, ki smo jih imeli, mi pomagajo neko kritično vrednotim vsak problem, s katerim se srečam, nekako mogoče lažje razumevanje. Vsaj tako, jaz imam dosti konfliktov z različnimi službami in ravno vsi ti, kako bi rekel, poznavanje teh različnih področij mi nekako pomaga razumeti tega sogovornika, za ki pa on to želi, za ki on to zahteva, jaz pa popolnoma kontra stvar želim. Tako da dejansko, meni to najbolj pomaga, da v vseh teh konfliktnih situacijah nekako razumem tistega sogovornika, za ki on to želi, in potem pač seveda je treba nek kompromis dobiti. Tako je pač stanje, ko vsak trmasto vztraja pri svojem, napredka ni. Ampak seveda kompromisi morajo biti taki, da niso škodljivi za nobeno stran. Hvala. Timotej? Ja, jaz se prav dobro spomnim nekih predmetov za nazaj, zdaj minilo že nekaj let. V glavnem, vsak predmet mi je dal nekaj splošnega znanja in da se bi malo bolj spomnil nekaterih predmetov, so bili mogoče marketing in podjetništvo. Tudi zaradi tega, ker sem pri profesorju Iztoku Lesjaku potem delal tudi diplomsko nalogo. V glavnem, on nam je storil nekako dobiti neko idejo, ki bi jo potem realizirali in razvili v skupinah. Tako da smo mogli sami razmišljati svojo glavo malo bolj in potem pripraviti neko poslovno idejo, ki bi mogoče kakšen lahko tudi kasneje razvil naprej in na tem celo delal. Tako je. Žal mi je, ker mi ni uspelo iti na izmenjavo. Jaz malo sem en čas razmišljal, ali sem premalo vztrajal, tako da če bi kakšnemu priporočal, bi tudi to priporočal, da je gre na izmenjavo. Če ne drugega, bi dobil izkušnje in kakšne veze, znanje tujega jezika in tako.
Hvala lepa. No, saj delno ste se tudi že navezali na moje naslednje vprašanje, pa verjamem, da boste še kaj imeli za povedati. Recimo, če danes pogledate nazaj, kaj je tisto najbolj dragoceno, kar vam je ta fakulteta dala? Če bi bili recimo danes v vlogi študenta prvega letnika, čemu bi dali največ pozornosti pri študiju z izkušnjami, ki jih imate danes? Tako podjetje je dalo predvsem, mislim, fakulteta je dala predvsem zelo širok pogled na Malo smo... Pardon, me prekinja. Fakulteta mi je dala zelo širok pogled na delovanje celotnega podjetja, razumevanje različnih poslovnih funkcij in predvsem proizvodnih procesov za lažje upravljanje vsakodnevnih nalog. Največ pozornosti za študente bi dal na tem projektnem delu in pridobivanju praktičnih izkušenj v realnem okolju, saj tam se največ naučimo v šoli, mislim, na fakulteti se naučimo teoretični del, praktični pa potem v podjetju. In kot sem že prej povedal, izkoristil bi tudi te možnosti mednarodnih izmenjav, kjer lahko študenti pridobijo tudi izkušnje iz drugih okolij, vse to je v podjetjih zelo cenjeno. Hvala. Ja, jaz bi rekel, predvsem tale praktični del, ker tam sem dejansko šele spoznal, kaj vsa tista teorija pomeni, in prej iz osnovne šole, in gimnazije, in gospodarskega inženiringa, kje sploh so povezave, ker dejansko prej, ko si v šoli, ko nekako še mlad, brez nekega konkretnega cilja, nekako težko dobiš neke povezave z nekim delom. Zakaj bi jaz rabil ta predmet, kako ga bom uporabil, ne vem. In šele potem, ko sem opravljal prakso, sem začel nekako povezovati te predmete, ki smo jih imeli, ta znanja, ki sem jih pridobil z dejanskim delom na podjetju. Jaz, če bi se zdaj pogledal nazaj, kaj bi mogoče od začetka do konca se bolj fokusiral pri vsakem predmetu v eno seminarsko nalogo, na enem okrog ene iste teme bi se vrtelo, tako da bi na koncu mogoče že sestavil diplomsko nalogo, da bi bilo lažje pri diplomski nalogi in na koncu bi imel že skoraj neke osnutke te diplomske naloge pripravljene, ne? Zaradi tega, ker iz vsakega predmeta ti je profesor dal neko specifično znanje njegove stroke, ki ga potem lahko uporabljamo naprej v podjetjih, v praksi, v življenju. Potem vsak profesor mi je dal neke izkušnje in vsak je bil po svoje zanimiv. Mogoče so mi izdale kakšne besede, tako njihove v spominu, ki jih lahko še kdaj zdaj uporabljam v sedanjem življenju. Hvala lepa, to bi bil mogoče koristen nasvet za bodoče študente, da ko začnejo študij, da mogoče začnejo razmišljati v to smer, da bi iz vsakega predmeta nekaj vzeli in se fokusirali že od začetka na eno temo za diplomsko nalogo mogoče. Kot smo rekli, je gospodarski inženiring in poklic gospodarskega inženirja še vedno nov in ne toliko poznan. Pa me zanima, kako vas sprejema vaša okolica kot diplomanta interdisciplinarnega študija, ko rečete, da ste gospodarski inženir. Kaj drugi mislijo o tem? Bom kar jaz začel. Po pravici je povedano, pred leti je bil ta študij z vidika okolice precej podcenjen, ampak se trenutno stanje zelo izboljšava. Vedno več je gospodarskih inženirjev, ki so tudi na veliko delovnih mestih in njihova vloga se tudi že precej pozna, tako da tudi precej bivših študentov gospodarskega inženiringa je že na vodilnih položajih v podjetjih, ker
današnja vsaj večja podjetja potrebujejo na vodilnih mestih kadre z multidisciplinarnim znanjem in ne le z ozkim znanjem. No. Tako da ja, rekel bom, da se mislim, začenjajo tudi podjetja hvaliti to študijo. Če dalje bolj spoštujejo, se pravi. Tako, ja. Ja, kot ste že povedali, je relativno mlad študij in vsaj na našem koncu, tolminskem koncu, še vedno me dosti ljudi vpraša, ja, kaj pa sploh to pomeni, da si gospodarski inženir. Dejansko jim pač zdaj znam obrazložiti in mogoče še zmeraj je začutiti neko mogoče malo tako odsotno odziv od njih. Pa vendar mislim, da je vsaj na Hidri v Tolminu gospodarski inženir naredil velik preboj na področju kakovosti. Tu smo namreč 5 zaposlenih je naredilo prvo stopnjo oziroma dela drugo stopnjo. Tudi vodja kakovosti naše lokacije ima narejen pač je gospodarski inženir. Tako da počasi samo podjetje spoznava, okolica pa mogoče malo manjše, ampak tudi v podjetju ne vem, bi nekako potrebovali nek preboj na kakšno drugo področje, mogoče nabavno, mogoče prodajno, zato da bi pač tam nekako dvignili ta renome poklica. No, tako. Spravi, pri vas je že podjetje ene vrste promotor tega študija, kaj vas je toliko? Ja, sigurno. Pač vsaj, se pravi, na področju kakovosti, ker je vodja kakovosti je gospodarski inženir, in nekako prepozna, da je ta študij v bistvu zelo dober za nekega kakovostnika, pa to govorimo ali na področju dela z dobavitelji, ali za interno kakovost, ali za kakovost do kupca. V glavnem, ja, je prepoznan poklic. No. Se pravi, mogoče kar manjka še kakšno drugo področje, nabava, prodaja, mogoče razvoj, čeprav tam mogoče malo manj možnosti vidim, pa vseeno, no. Je kar dobro prepoznan poklic, no, na naši lokaciji. Super. Jaz bi pa rekel tudi, da je bilo zelo fajn, da so dobro organizirano, da so prihajali profesori tudi iz drugih šol, ne, iz šol iz Ljubljane, iz Portoroža in so bili takrat tudi moji starši recimo zelo zadovoljni z mojo izbiro. Tako da zdaj, ko se sliši to ime gospodarski inženir, je pa kar fajn, ne? Tako da naziv je super. Tako da verjamem, da tisti študent, ki je malo sposoben in konča ta študij, dobi enostavno lahko zaposlitev. No? Tako da Hvala. Jaz, če se ne motim, so mi dve za neto prišli nekako do konca z najnimi vprašanji. Na tej točki bi pa povabila vas, slušatelje, da gostom postavite kakšna vprašanja, če se vam je med poslušanjem te okrogle mize še kakšno vprašanje utrnilo, tako da kar z besedo s vprašanji na dan. Lahko jaz priključim? Lahko. Slišali smo zelo zanimive, bom rekel, izkušnje karierne vseh naših treh gostov. Tudi omenili ste, v bistvu, da ste imeli kar nekaj pozitivnih izkušenj z mednarodno izmenjavo, ne vsi trije, ampak pač posamezniki. Ne? Zanima me pa vaše mednarodne izkušnje v podjetju. Se pravi, sedanje zaposlitve, ki jih imate, malo kaj, bom rekel, tudi kaj mednarodnih komponent in kako vam je v bistvu študij gospodarskega inženiringa pri tem asistiral? Tako je, v letošnjem letu sicer nimam dosti službenih potovanj, ravno zaradi teh omejitev. Drugače pa ja, smo veliko po svetu, no, pač recimo v lanskem letu sem bil na Kitajskem, Japonskem, v Indiji, letos pa samo v Nemčiji, no, pri nekaterih dobaviteljih. Je pa tako, ja, to osnovno znanje pomaga
da se lahko bolj poglobimo v nekatere lažje razumevanje teh komponent. No. Pač tudi srednja oziroma specifična izobrazba ne pripomore, ker to se nauči s prakso, no, večinoma. No, in nasploh pa je to, kot pravim, te mednarodne izkušnje pomagajo pri razumevanju predvsem različne kulture, naprimer Japonska ali pa Indija ali pa Kitajska, no, pač so različni poslovni običaji, ki jih je treba razumeti, no, pred odhodom tja in nasploh razumevanje, tudi potovanje komponent, kako eni razumejo, naprimer, kot jaz, ko delam kakovost, kako razumemo mi, kako Japonci, je kar različno in to tudi na študiju mi je pomagalo, no, da ene metode v glavnem se uporabljajo enake po vsem svetu, no, edino pač pravim, poslovni običaji so pa različni. Ja, mogoče tista, kako bi rekel, najbolj izrazit predmet je angleščina, angleški jezik. Zdaj, mogoče celo še več sem odnesel zdaj na magistrskem študiju, ker je pač poslovna angleščina predmet in dejansko pač vsaka kultura ima neke svoje običaje, neke svoje razumevanje situacij. In dejansko pa največ se pač tega naučiš iz izkušenj. Ampak, kakor smo že prej govorili, pač ta širok spekter znanj te nekako mogoče da neko spodbudo oziroma ima tudi narava samega človeka, da se pač pred odhodom, ko se gre v tujino, da se pač malo pozanimaš, da malo pač pogledaš po internetu, kakšni so njihovi običaji, da ga slučajno res nekje prav kiksneš na Kitajskem ali pa Japonskem, ker so tudi pač druge kulture. Ja. Njih malo moraš biti spoznan s temi kulturnimi običaji, ker drugače lahko izpadeš zelo grobno, tako sploh iz Evrope. Se mi zdi, da imamo mogoče malo bolj grob pristop, ker do nekih Kitajci ali pa Japonci, ker so zelo vljudni, oziroma predvsem Japonci. No. Ja, jaz imam tudi kar drugače nekaj potovanj, v letošnjem letu bolj malo, samo po Sloveniji, no. Drugače pa sem potoval vse prejšnje leta dobaviteljem, kjer imajo proizvodnje, tovarne teh klimatskih naprav in toplotnih črpalk, recimo naprimer v Turčiji, na Japonskem, na Tajskem, v Belgiji. In kar mi je dala šola, je to, da sem pri predmetu angleščina se navadil tudi nekaj teh poslovnih izrazov in mogoče bi lahko res, tako kot je že rekel tudi Kristjan, da bi neka poslovna angleščina mogoče malce bolj, tako da bi se navadili še nekih njihovih običajev in navad, samo to je zelo težko, ker je ogromno teh držav, pomeni, da bi se mogli, najbolj, da se malo pozanimaš, kako je pri njih, preko greš tja. No. Hvala za odgovor. Hvala lepa. Če ima še kakšno vprašanje, kar s vprašanji na dan, vabljeni. Mogoče, če ni drugih vprašanj, še jaz zadnje vprašanje zastavim. Zdaj smo se malo v bistvu dotaknili te teme, ampak mene zanima, poleg vseh strokovnih znanj in kompetenc, ki ste jih pridobili na študiju gospodarskega inženiringa, kako vidite, kako je ta študij vplival na vašo osebno rast in kakšne osebnostne kompetence ste pridobili s tem študijem? Tako, jaz bom rekel, tukaj smo zelo veliko pridobili pri tem predmetu ravnanja z ljudmi, tukaj bo takrat, ko sem obiskoval, da imamo tudi to emocionalno inteligenco, kako pristopiti do ljudi, kako jih voditi, kako spodbujati napredek in tako dalje. No. Super, hvala. No, sicer jaz sem ta študij raztegnil kar na dolgo obdobje. Jaz sem dosti potoval, tako da nekako sem sproti si nabiral neke izkušnje, ki sem jih kombiniral s študijem. No, predvsem zdaj v zadnjem obdobju, ko sem v bistvu dokončeval diplomo, sem nekako
videl, da predvsem tale multidisciplinarnost, ki jo študija omogoča, da neko širše znanje, mi neko, kako bi rekel, mogoče tole čustveno stabilnost, razumevanje tega sogovornika, ker ne vem, na mojem področju je dosti konfliktov, no, in ravno to reševanje teh konfliktov je ključ do uspeha. Plus to, da komunikacija je zelo pomembna v samem podjetju, sploh na kakšnih projektih, ker če komunikacija ni prava, potem se tam največkrat zalomi. Zanimivo je to, da iz istega okolja razumemo stvari popolnoma drugače lahko, ne? In če tale stvar ni razrešena že v začetku oziroma s kakšnimi dodatnimi vprašanji, pa mogoče celo, oziroma več ti področji, ki poznaš, manj bojo v bistvu neumno vprašanje boš postavljal, ne? In boš zelo lažje prišel do bistva tistega, kar želiš in kar želiš razrešiti. Tako da predvsem ta širok pogled na nek problem, to vidim največji benefit tega študija, no, ki sem ga jaz dobil. Odlično, hvala. Meni, kaj bi rekel, da mi je dala nekaj samozavesti, širokega pogleda na vse stvari in tudi predvsem delo v skupinah, komunikacijo, tako da nekega širokega splošnega znanja tudi. Naj se na koncu še jaz vključim v pogovor, kar nekaj študentov poznam, sem pa pravzaprav izšel iz Poslovno-tehniške fakultete Univerze v Novi Gorici iz prve in druge stopnje, kjer sem sedaj tudi predavatelj. In lahko rečem, da je ta prav začetni del, ko sem se jaz iz Kranja vozil v Novo Gorico in pravil, da hodim na gospodarski inženiring, da bom postal diplomirani gospodarski inženir in kasneje magister gospodarski inženir, da je bilo v našem okolju kar precej vprašljivih dilem, kaj prinaša ta poklic. Pa vendar sem tudi sam kot svoj primer skozi ta interdisciplinarne pristope znanja od tehnike do ekonomije. Jaz se zmeraj hočem biti inženir. Pa sem moral imeti ekonomska znanja, organizacijska znanja, ko se je takrat začel odpirati trg z energijo. In potem sem tu spoznal davno že rudarjenje s podatki, kar se šele danes v elektrogospodarstvu dogaja. Jaz sem pa to spoznal že leta 2008, ko sem obiskoval drugo stopnjo gospodarskega inženiringa. Pa potem vrsto drugih metod, ki so v podjetjih zelo pomembna. Strateško vodenje podjetja, orodja, tudi jaz sem eden izmed kakovostnikov, tako da smo kar malce med seboj povezani, kar je bila moja nadgradnja inženirskega, pa potem ekonomskega, marketinškega poklica, investicije in razvoj skozi raziskave in na koncu sem pristal v kakovosti in pravzaprav se ukvarjam s tehnologijami obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, tudi s turizmom, agroekonomiko in tako naprej delam raziskave in sem potem še nadgradil zadevo z doktoratom znanosti z področja ekonomije, sedaj nadaljujem še z kakovosti, ampak vedno se vračam nazaj v ta gospodarski inženiring, ta razvoj, to infrastrukturo, kjer je vse treba med seboj dati na pravo mesto in povezati, skomunicirati in tudi uravnotežiti. Na koncu se mora pa zadeva tudi izplačati, kar pomeni, da je ekonomsko rentabilna zadeva. In pravzaprav vse te moje profesore, današnje kolege, na nek način sem vključeval in tako kot prej že eden izmed študentov povedal, sem jaz imel ob zaključku študija magistrsko nalogo pod mentorstvom dr. Henrika Gerkeša narejeno, saj sem hotel za vsake seminarske naloge že delati na isti tematiki. Tako da bi tukaj imel vedno eno željo in spodbudo, kako bi nastal tudi gospodarski inženiring tretje stopnje.
Na nek način ga vidimo tudi kot individualno skozi fakulteto podiplomskega študija, pa vendarle mislim, da bo čas enkrat prišel, da bo tudi to samostojen program in v tem vidim jaz še en korak, eno stopničko, ki bi jo lahko tudi na Univerzi v Novi Gorici naredili. Najlepša hvala, Drago, tudi za vaše mnenje in izkušnje. Mogoče bi še jaz tukaj nekaj dodal. Predvsem to povezovanje med različnimi službami. Nek strojni inženir vidi fokus in zna vse o svojem področju. Neka nabava ve vse o svojem področju. Nekako pa manjka, dostikrat manjka ta povezava, ta komunikacija. Vemo, da, kako bi rekel, podjetje se stoji iz teh specifik in povezav. Se pravi, če ti daš, cilj podjetja je, da je tisti 3 subjekti, ki so noter, več kot tisti 3, če ne vem, kako bi rekel, dodaš 1 + 1 + 1, je 3, medtem ko če so v podjetju združeni tisti 3 subjekti, je pa to, ne vem, 5 recimo. In predvsem ta komunikacija, dostikrat manjka ta povezovalni členi med temi različnimi službami, da v bistvu stvar dejansko teče. Izkušnje iz naše firme, en inženir naredi, ne vem, kakšno risbo in potem ta risba je narejena v nulo, kar se tiče inženirstva, potem pa gre to do nabave in potem nekako v bistvu vmes med razvojem in med nabavo, ko gre ven do dobavitelja, nekako manjka nek vezni člen, ker dejansko pove, ki je v bistvu dobavitelj sploh sposoben narediti in kakšen ima v bistvu sam dobavitelj, ki je specialist za tisto operacijo, da poda neka svoje mnenje, neka svoje videnje na tisto risbo, kje bi lahko bilo boljše, kje bi lahko bilo, ne vem, kakšen cost saver ali pa kakšne take stvari, ampak še zmeri, da ni ogrožena kakovost. In to dostikrat manjka ta komunikacija med nekimi specifičnimi službami v podjetju in zunanjimi ali pa tudi interno, med kakšnim vodenjem projektov. Pravi, da gospodarski inženirji ste kot neko vezivo, kot neki vezni člen med enim oddelkom, drugim oddelkom, tako da... Ja, jaz to vsaj tako razumem, oziroma vsaj to trenutna moja vloga je na taki ravni. Zdaj mogoče, ne vem, malo še kakšno drugačno, ko bi rekel, mogoče samo malo drugače organizirani. Če lahko se vključim, mislim, da je v celem tem našem svetu zelo podobno. Tako da, ja, pri nas je enako, ponavadi običajno tako razvoj nekaj nariše, dobavitelj tega ni zmožen narediti. In potem mi imamo tako imenovano Team Feasibility Commitment, kjer se pregleda, kaj je dobavitelj zmožen, kaj smo mi narisali in potem se komentarje, morebitne popravke risb in tako dalje. In ja, to je tudi naša naloga, kot tudi vaša, da to uskladimo, da potem imamo izdelek, kaj lahko prodamo kupcu na koncu. Če ne, jaz bi se zahvalila Kristjanu, Timoteju in Alešu za to, da so bili naši gosti in da so delili svoje izkušnje študija na Poslovno-tehniški fakulteti. Zahvaljujem se tudi vsem sodelujočim za pozornost. Ta okrogla miza je bila posneta, tako da če bo kdo želel posnetek, lahko pošlje e-mail na naslov, iz katerega je dobil vabilo. Pa bi bili hvaležni, tako da če bi lahko delili tudi mogoče ta posnetek naprej za promocijo Poslovno-tehniške fakultete in gospodarskega inženiringa. Hvala lepo vsem. Srečno tudi naprej in želim vam lep dan in lep vikend. Hvala tudi vam za povabilo in za ta prijazen pogovor. Hvala za povabilo, ja, in lep vikend. Hvala za povabilo in vsem želim lep vikend. Hvala tudi z moje strani za udeležbo in srečno in predvsem zdravo v naslednjih mesecih in prihajajočem obdobju.